Lep pozdrav vsem skupaj, moje ime je Miran Peterman, sem energijski trener za uspeh in dobrodošli na vročem stolčku, kjer odgovarjamo na vaša vprašanja in z nami je danes Monika. Tako da Monika, lep pozdrav, dobrodošla, hvala za odločitev, super. Hvala za povabilo in možnost, da se sploh takole lahko udeležila vsega tega, no, tako bom rekla. Superca. Mava zdaj nekaj časa, sva rekla 20 minut, pa greva kar z vašim vprašanjem, pa da nekaj pogledava, pa narediva en konkretnih. Kaj bi bilo, kaj vas v tem trenutku najbolj zanima? Zdaj, če greva to za uspeh, to poslovni uspeh ali v vsakdanjem življenju? Časa imava načeloma majčkeno omejeno, tako da rečva tisto, kar je v tem trenutku bo spremenilo vaše življenje, če najdeva odgovore prave. Aha, okej. Kako, mislim, človek že kar nekaj časa delam na sebi in ampak še vedno, ker sem sama svetovalka Djotiša hkrati, sem prišla do zaključka, da imam karmični dolg na partnerstvu, pa vendar me zanima, kaj delam mogoče pa narobe, da ne pridem do novega partnerja, namreč sem ločena. Tako da mogoče bi se te teme dotaknila, no? Kaj dejansko pomeni karmični dolg na partnerstvu? Kaj vi to razumete? Ja, skratka, verjetno neke stvari vedno znova in znova ponavljam, pa se jih mogoče niti ne zavedam. Ne? Ne vem, ali... Skratka, nenehno se mi vrti, še predno sem prvega partnerja, s katerim sem bila 20 let poročena. A lahko, prostite, samo tole mikrofonček imate med lasmi, pa se majčkeno... A bo v redu? Vrhunsko. Okej, s prvim partnerjem, ja, okej. Kaj se je potem zgodilo? Ja, tukaj so se varanja začela in potem sem jaz v tem, lahko rečla, potlačila vsa ta čustva in vse bo, vendar pri mojih 40 letih je kot ena bomba v meni eksplodirala. Bila sem sicer čisto otopela, brez smisla, brez volje, brez tega in potem sem naredila ta prvi korak, da sem se ločila. Tista bolečina kot taka je izvenela. Čeprav, če sem pa stopila v kontakt s komorkoli, mi je pa to prvo priplavalo na plano. Ne, tako da, ali strah, ali saj ne vem, kaj dejansko botruje temu, da ali ne zaupam, ali... Zakaj mislite, Monika, da partnerji varajo ali pa varamo? Bolj ali manj, ne? Vsi. Zakaj se varanje zgodi? Ja, verjetno ali iz kakšnega nezadovoljstva, ali iz dolgočasja, da je nekaj adrenalinskega spet v življenju, ker je nekaj iz začetka, nekaj novega. Ali pa enostavno tudi taki obstajajo, ki so zgolj srečni, ko to naredijo, ne vem. Ampak srečni zakaj? Ja, zato, ker svoje potrebe zadovoljijo. Okej, v redu. Ker, glejte, v osnovi jaz razmišljam tako, ne, pa ne bova zdaj, pač, upam, da so itak sam odrasli poslušalci pa tako naprej, ne. Itak, ko se spomnimo svojega prvega seksa, ne, ali pa recimo novega prvega seksa z novim partnerjem pa tako naprej, je v bistvu vse skupaj malo nerodno. Ja. To pomeni, da iz tega bom rekel, saj lahko to neka zgodba pa vse to, ampak jaz v bistvu verjamem, da v nekem odnosu, v nekem partnerstvu, če
dejansko pravilno stvari delamo, ne, potem gre lahko bolje in bolje, ker partnerja poznamo njegove potrebe, vemo, kako ga razveseliti in tako naprej. Ne. Tako da v bistvu tukaj dejansko sta dve stvari. Ne. Eno je recimo to vaše razumevanje, ko bo rekla tega karme in teh zadev, okay? Ampak potem druga stvar je pa dejansko, bo rekla, samo razumevanje partnerstva, pričakovanj v partnerstvu, ne? Ker v bistvu po eni strani veva, da karma je pač nekaj dejansko, bom rekel, neka zgodba, ki se nam vleče, nek pretekli dolg, zaradi česa neko izkušnjo ponovimo, dokler je pač ne uspemo narediti. A se strinjate? Ja, seveda. Ok, super. Ampak zdaj druga zadeva, za katero pa jaz recimo pač moj način gledanja na to, na energije, na zadeve, na življenje, na karmo, ne, je pa v bistvu tako, da karma in te stvari, džotiš, astrologija, numerologija, ne, so kot neke vrste zemljevid, kot neke vrste ali pa rečemo vremenska napoved, da nam povejo, kakšne so možnosti, kaj se lahko dogaja. Okay? Okay. Razumete? Ampak zdaj, recimo, ne, če mi dva rečeva, ne vem, a ste z Ljubljane? Ne, nisem. nisem. Okay. Recimo, da rečeva, da imava nek hrib, da hočeva iti na neko goro. Ne, okay? Zdaj, vse te naše karmične diagnostike, pa vse te zadeve nam kažejo, ali bo zdaj kakšen je teren, ne, ali bo deževno vreme, ali bo mrzlo, uno, tretje. In to pomeni, da samo moramo mi gledati, da se mi bolj pripravimo. Ker če vem, da bo dež, potem vzamem pelerino in tako naprej. Ne. Ampak dejansko nivo, na katerem pa želim delovati v tem življenju, pa je, da ne glede na mojo karmo, ne glede na to, karkoli že je, grem jaz, pač dežuje, pa grem, ampak če grem na tisto goro, hočem na tisto goro priti. Me razumete? Razumem, ja. Okay. Tako da se v bistvu, ne, bom rekel, bolj ko se mi z neko karmo ukvarjamo, ne, se pravi, mogoče ne bi šel zdaj to, ker pač vi to delate, ampak v bistvu vi to delate, da ljudem pomagate razložiti, zakaj se jim to dogaja, kako se jim to dogaja, ne, ampak bolj kot potem to, s tem se ukvarjamo, bolj se potem s tem zataknemo. Ker ves čas razmišljamo, to mi ne gre za to, to mi ne gre za to, to mi ne gre za to. Okay. Ampak to je bilo. Ne? No, pomeni, da mi zdaj pogledamo, tako kot bi rekli, stopva na tehtnico, ne? Lahko rečemo zdaj oh shit, ne? Ali pa juhuhu, ne? Tehtnica samo kaže, tukaj je. Zdaj gremo pa pogledati dejansko, kaj mi dva ne razumeva na področju partnerstva. Ne? Okay. Zato, ker poglejte, recimo, okay, v partnerstvu se vam je zgodilo varanje. Okay? Se vam je kdaj zgodil alkohol? Oh. Sorazumem, je bil kar prisoten, ja, skozi. Okay, pa mamila? Ne, mislim, priča mene, ne. Okay. Ne? Ampak da ne vem. Gre za to, poglejte, bom rekel, glede na zakon privlačnosti, mi itak nekaj pritegnemo v življenje. Ne? Ja, ja. Ampak po drugi strani, glede pa na razumevanje našega življenja, ne, pa dejansko v življenju pritegnemo nekoga, tako kot mi razumemo. Ne? Recimo nekoga, ki se drogira. Ne? Okay? Niste še imela partnerja, ki se drogira? Ne. Okay, grem malo v ekstrem, da ne boste mislili. Ja, neč hudega, v redu. Ampak zakaj niste imela, glejte, nekdo je pač imel tako izkušnjo, se ni problema. Ampak zakaj to niste imela? Zato, ker že nadaleč opazite nekoga, ki se drogira. Ali pa recimo na zmenku, bi opazila nekoga, ki se drogira. Tiste stvari, ki jih pa na nek način ne opazimo, oziroma jih ne vemo, oziroma jih ne vidimo, pa jih v bistvu imamo v sebi, pa dejansko se nam potem zgodijo. A smem pa nekaj vprašati? Izvolite. Potem je verjetno tudi to, ker sem s to energijo alkohola živela, sem to takšnega partnerja potem potegnila. Zagotovo. Namreč v moji primarni družini je bil tudi alkohol. In verjetno sem ta vzorec nehote
najdla oziroma pritegnila takšnega partnerja. Zdaj, če se poglabljam, je bilo tudi že v primarni družini varanje. Okay. Ne? Se pravi, nehote potegneš isto na sebe? Glede, v bistvu ja, tukaj gre za neko zgodbo, so neka prepričanja, ki jih vi imate, ne? Kaj življenje je, kaj je možno, ne? Neke vrednote, ne? In dejansko potem dejansko vse te stvari potem vplivajo na vaše življenje. Okay. Zato, ker bom rekel, seveda tukaj zdaj nočem karakterizirati ali pa v bistvu nekaj to, ko govorimo o ženskah, ne? Ene so pač bolj cash baby, ene so to, ena to, ne? Ampak v bistvu gre za to, ne? Glede na to, koliko se vi cenite, ne? Zato se tudi na nek način prodate. Ne? Če vi recimo živite zdravo, za vas je najboljše in tako naprej, ne? Potem pa srečate enega partnerja, ne? In vas povabi, da greste na zmenjenki, da greste na burek, ne? Okay? Potem je to takoj za vas alarm. Ne? Ok, hej, halo, to pa ni način, kako jaz tretiram sebe in zagotovo ni način, kako dejansko, pač bom rekel, želim, da sem tudi jaz tretirana. In to je na vseh področjih življenja. Ne? Zdaj dejansko potem mora pogledati, kaj vi dejansko verjamete na področju partnerstva, da potem pritegnete. Tisto, kar sem govorila o karmi, je pač, ok, te stvari niste prej rešila in zato jih zdaj morate reševati. Ne? Ja. Okay? Ampak kaj je zdaj tisto, da vi verjamete, da je partnerstvo, ne? Oziroma zakaj mislite, ne? Se gre tudi v drugo smer, ne? Zakaj mislite oziroma verjamete, da vam ne pripada več? Ne, jaz verjamem, da mi pripada več. Definitivno. In jaz vem, kaj želim v življenju oziroma kakšnega partnerja. Ne? Ja. Ali tega, ker če primerjam mojo cenitev samega sebe zdaj ali pa takrat, ali pa 20 let, 25 let nazaj, je velika razlika. Ja, to definitivno. In zdaj se ne sprašujem, zakaj sem takšnega pač imela. Ok, imela sem takšnega, ki me je pripeljal danes, da sem danes to, kar sem. Jaz se tega krepko zavedam. Ne? In tudi zdaj vem, kaj želim, pa vendar se vedno nikoli ni dovolj dobro, če smo realni, vsako stvar, ki jo počnemo. In zato od tukaj je prišlo to vprašanje, kaj pa lahko še naredim, da pritegnem ali pa da pridem jaz nasproti k nekomu. Se ne rabi on k meni priti. Ne? To. Tako da... V redu, kdaj ste recimo nazadnje bila v partnerstvu? 5 let. Nazaj. Oziroma rečva na zmenku, ne? Na zmenku pa recimo 1 leto, 8 mesecev, tako nekje, no. In kakšen je bil ta partner, s katerim ste bila na zmenku pred 8 meseci? Zakaj ga niste obdržala? Okay? Zato prvo je bilo krivo kao razdalja, obojestranska. Kot drugo, preveč pesimistično gledanje na svet. Pa zato, ker so vse drugi krivi, da njem pač določene stvari v življenju niso se išle, tako kot si je zamislil. Ok, super. Ampak kako ste pa naletela na njega? Na prigovarjanje prijatelj, zdaj se prijavil na en spletni portal, z katerega sem... Ok, super. Ja. Super. In bila sem skeptična, kar se tiče te in virtuale in spoznavanja. Pa lahko rečem, všeč mi je bilo to, ker se ni ne zlagal, ne prikrival, ne nič. Tako sva tudi prišla do ene kave.
pa druge, pa tretje. Okay, ampak gledajte recimo, Monika, da vas ustavim, Ja. se pravičujem, ne? Če mi da spet rečeva, ne, da glede na pač zakon privlačnosti, ne, mi pritegnemo v življenje tisto, kar vibriramo. Ne? Ja. Zdaj v bistvu vi po prvi kavi še niste bila prepričana, a je to ali ni to. Ne? Po prvi kavi je bilo tisto, ok, super, dajmo se probati spoznati. Ne? Okay. Ni bil tukaj upor ali pa karkoli. Okay. In tudi ne moreš ti na prvi kavi oceniti človeka, ker prvi vtis, marsikdo niti ne pomisli, kaj je na prvem vtisu. Ne? Pa se pol pogovarjaš, pa greš na en skupen pohod, pa gor. In potem takrat spoznaš človeka. Ne? In potem so tudi misli bile čezdalje bolj odmaknjene, različna razmišljanja. Ampak Monika, če pomislite vi za nazaj, ne? Ja. V bistvu, ko ste se vi odločila, da to ni to, ja. Je bil to isti feeling, ki ste ga dobila že na prvem zmenku po parih minutah, ko ste se z njim pogovarjali? Tako globoko nisem glih. Mogoče, lahko. Tele v bistvu pri zmenkih je dostikrat problematično, bom rekel, ta fast food varianta. Ne? Zato, ker, gledajte, ko smo lačni, ljubezni, ne? Lačni smo pa ljubezni, ker je sami ne znamo dati, ne? In ker si sami ne znamo dati, potem tudi najdemo nekoga, ki si jo sam ne zna dati. Ne? Ampak ko smo lačni, dejansko pač, bom rekel, v nekem trenutku v trgovini, ne, ker ne smemo iti lačni, potegnemo tisto, kar pač smo zadovoljni s tem, kar je. Ne. Ja. Okay? To je v bistvu zdaj ena zgodba. Ne. Zdaj, druga stvar, ki se pa dejansko dostikrat dogaja, ne, pa v bistvu je, ne, da dejansko vedno v življenju pritegnemo partnerja na istem nivoju, kot smo mi. V vsakem trenutku v življenju nam dejansko pripada partner iz tega nivoja. Ne. Seveda tukaj ne bova šla zdaj načeloma, seveda je to, bom rekel, ne. Zato potem nastane problem, ker mi se recimo v ciklu nekih 7 do 10 let, ali koliko pravijo, se ful razvijamo, ne, in potem dostikrat nastanejo razlike med partnerjama in tako naprej. Ne. Seveda je super, da ga potem povlečemo gor, pa da se še potem on razvije in tako naprej. Ne? Ampak dejansko ključ je v tem, mi smo recimo, ne vem, rečva, sva v 4. razredu osnovne šole. Okay? In všeč so vam fantje iz 8. razreda. Ne? Zdaj, fantje iz 8. razreda z neko četrtošolko nimajo kaj početi. Ne? Vam pa recimo so pa vi ste pa všeč fantom iz 1. razreda. In potem ni zgodba v tem, ne, da ni partnerjev, ne, ko dostikrat se pritožujemo, da ni pravega partnerja. Pravi partnerji so, sam dejansko mi v tistem trenutku, ne, bom rekel, nismo zadovoljni s tistim, kar dejansko privlačimo. Vi s temi zdol nimate kaj početi, une gor bi imela, ampak nekako vidite, da se ne odzivajo. Okay? Se zdi logično to? Ja, seveda. Zdaj pa potem tukaj par možnosti. Ne? Zdaj, ena možnost je, seveda, da nič ne naredite, pa čakate, da se bo kaj zgodilo, ne? Bože, tista slovenska, ne? Bože, ne? Sej bo, Monika, sej bo. Ampak nič ne bo, če ne bo nič konkretnega. Ne? Okay? Okay. Druga zadeva je, da pač sprejmete partnerja, pa upate, pa probate, dejansko pač, če imate težavo biti sama, vzamete enega, pa probate, da se skupaj razvijata do tam, kamor bi ga vi hotela spraviti. Ne? Zdaj tukaj, če imate srečo ali pa spet sreče spet ni, ne?
Ampak če dejansko res hoče takega najti, ga te našla, potem se v te skup razvijala. Ne. Okay? Ja, ok. Tretja opcija pa je, da pa dejansko pač delate na sebi, ne? Zdaj pač omenila ste tudi posel, ne? Posel je recimo način, kako jaz to delam z strankami, je, da dejansko preko posla delamo na sebi, ne? Pač čisto mimogrede, ne? Ampak dejansko potem, ko se vi razvijete in ko pridete v 8. razred, pa potem dejansko vzamete nekoga. Ne? Zdaj, vmesna faza je pa tako, greste, bo rekla tako, ne? Pač vam je dolg čas, malo kombinirate, ne? Zato ker isto je s prijatelji, ko se razvijamo, ne moramo vseh ta starih dati stran, ne? Ker novih še ni, ne? In potem smo osamljeni. Ampak dejansko pač gremo na kakšen zmenek, smo z moškimi v stiku, ne? Ampak dejansko bistvo tega zmenka, ko greste na zmenek, je napako, ki jo večina ljudi dela, ne? Žensk predvsem, ne? Moški smo posebno poglavje, ne? Okay? Okay. Ja. Ampak v bistvu, da se ukvarja s partnerjem. Ko greste vi na zmenek, se ukvarjate s sabo. Kako jaz to doživljam, kaj vibriram, kaj se mi ob tem dogaja, na katerem nivoju sem. In dejansko samo sebe opazujete, ne pa, ok, spet butelj, spet sem naletela na butla, spet imam smolo, spet se mi vrača karma, spet se mi to. Ampak da dejansko vidite, ok, kaj moram zdaj spremeniti, kje moram še prepoznati, kaj zdaj še ne verjamem. Zakaj imam še vedno taka prepričanja, ne, da vedno dobim takšnega in takšnega partnerja? Ja. Kako vam to zveni? To dejansko počnem, se ukvarjam sama s seboj, več ali manj skozi. Namreč po moja profesija sem medicinska sestra in delam v bolnici in dobro, na zmenku ali pa na tem, ko sem bila, nisem se res ne tako sama s seboj v tistem kontekstu spraševala, ampak jaz se ful dobro počutim v svoji koži, meni ni dolg čas, jaz nisem osamljena, ampak tako, ko enkrat ti včasih pride, Monika, zdaj pa ne bi bil že čas, da tudi ti, otroci so odrasli, otroci grejo. Ampak tole je super, kar ste rekla. Ne? Zdaj, tlele sta dve stvari isto. Jaz sem ravno danes, par minut nazaj sem gledal, zdaj se pač malo sem v procesu vitkenja, ne, okay. Ja. Sem od novega leta sem dejansko skoraj 10 kg izgubil, ne. Super, bravo. Sem dejansko zdaj ugotovil, mislim pa drugače, jaz se itak skoraj 1 uro dnevno športom ukvarjam, sam pač neke stvari so se nakopičile, ne. Ampak dejansko zdaj sem gledal, zdaj se že nekaj časa, skoraj, ne vem, 1 mesec se mečken mi tlele nekaj zaustavlja, ne. In zdaj gledam, ok, kako se jaz počutim zdaj v tej moji koži, ne. In potem, ko se navadim in da zadeva telo se adaptira in potem, da grem spet naprej, da sprejmem novo zgodbo, ne. In zdaj je tako, vi ste rekla, vi ste super se počutite v svoji koži, zadovoljna ste se sama s sabo, ne. Ja. Zadovoljna ste z svojim načinom razmišljanja, okay? Ampak v bistvu to je zdaj, ne, ko vi to gledate sama, ne, vidite pač sebe, v bistvu ste noter v sebi, ne vidite. Zato je bistvo pač nekih takih pogovorov, coachingov in tako naprej, ne? Da nekdo vas od odzunaj vidi, ne? In da vam pove pač situacijo. Ne? Ker vi ste zdaj v 4. razredu, ste vi zadovoljna s sabo in svojo 4. razredno situacijo, energijo, zadovoljstvom in tako naprej. Ampak v bistvu, kar se pa tiče partnerje, pa v bistvu tisti, ki prihajajo, niso četrtački, niso glih še tisti ta pravi. Razumete? Ne? Ja, razumem. V bistvu pač sama, to isto, ko bi rekel, glejte, če imate celo življenje, ne vem, bom rekel banalno, zdaj da namo v prevelike cifre, 700 evrov plače, ne? Okay? Potem dobite, ne vem, povišico na jurja 200,
valjda super, ali pa ura pa pol, ne? To je že kar neka zgodba. Ne? Ampak nikoli pa še niste občutili, kako pa je, če imate 3, kako pa je, če imate 5, kako pa če bi imela 10 na mesec. Ne? Isto je pa z našo srečo. Ne? Kaj pa če bi imeli, ne vem, toliko sreče, kaj pa če bi imeli toliko zadovoljstva, kaj pa če bi imeli toliko tega. Ker dejansko tisto partnerstvo, ki si ga vi želite, je partnerstvo iz višjega nivoja. In dokler ste na nek način zadovoljni na tem nivoju, edina stvar, ki vas občasno majčkeno vrže iz balansa, pa je, da ti rezultati na partnerstvo, ki niso najboljši, ne? Ampak razumete, če bi zdaj razumem. Zavrnitve, ves čas dobivala to, potem bi dejansko bila ful motivirana, koliko moram še narediti, koliko moram še spremeniti in tako naprej. Ja. Glejte, moramo razumeti nekaj. Ne? Partnerstvo, ne, sta dva uspešna, zadovoljna, vesela, motivirana v bistvu partnerja, ki dejansko skupaj delata neko izkušnjo. Partnerstvo ne pomeni, da imam jaz, ne vem, 800 evrov plače, pa ti 700, pa skupaj vrževa za to, da mava za eno garsonjerce. Ne, definitivno. Ja, a razumete? Ne? Ja. Dva slaba pevca nista dober ansambel. Ne? Ja, itak, definitivno, siguren da. Ok, to pomeni, zdaj je samo vprašanje, vi ste zadovoljni v tej situaciji, ok, pustva tisto karma se sproti odplačuje, nimate kaj narediti. Veste, kako je, karma je kot dolg na banki. Ne? Samo da vam ne povejo, koliko ste dolžna. Okay? Kako plačate dolg na banki? Ja, nosite na banko, a je tako? Ja, definitivno. Ja. Kako ga hitrejše odplačate, je več nosite. Ja. In morate samo ugotoviti, kaj je tisto več v življenju, da odplačate. Druga stvar je pa zdaj v bistvu, bom rekel, sam to, ne? Da rabite pogledati, kaj zdaj še vedno v tem vašem odnosu do partnerstva ne razumete, kakšna pričakovanja imate, kakšne vrednote so vam pomembne. Ne? Ker potem, ko imate vi to jasno, ne? Najboljše, da vas nekdo vodi skozi te procese, ampak ko imate, bom rekel, neke vrste listek. A veste, ko greste, a ste že kdaj avto kupovali? A seveda. Ok. A se lahko pri avtu zmotite, pa namesto dizla Mercedesa kupite bencinarja Cliota? Mislim, če imate vi v planu, da boste dizla Mercedesa kupila, potem iščete dizla Mercedesa. Definitivno, ja. Okay. Druga stvar je isto kot v partnerstvu, ampak zato nimajo danes toliko časa. Ja, razumem. Pač energijsko partnerstvo je isto kot kupovanje avtov, ampak to je druga zgodba. Ne? Če nimamo denarja, ne? A veste, zato pol v bistvu ena ženska, ki nima denarja, nima energije, ne? Nima denarja za novega velikega, pa starega rabljenega velikega kupa. Ampak dejstvo je, ne? Isto je, ne? Nekdo, ki nima dosti energije za mladega, bogatega, ne? Pa vzame starega bogatega, ki v bistvu 10 let star Mercedes. Ampak imaš pa Mercedesa. Ne? Ja, seveda. Tako da v bistvu tlele se mi zdi, da je ključno, da dejansko vi greste noter v ta vaša pričakovanja, v te vaše vrednote, pa dejansko samo razumevanje. Ne? Ker bolj kot boste vi, bom rekel, spremenila odnos do sebe, bolj boste dejansko vi tudi, bom rekel, zahtevala, da se drugače ljudje oziroma partner obnaša do vas. Avtomatsko bo prišel, bom rekel, tista po drugi strani, bom rekel, neke vrste pripadajoči člen. Ja. Razumete? Ok, zadnje hitro vprašanje, sva počasi pri koncu. Ja. Ste dobila kakšen odgovor? Dobila, ja. Ok, super. Pa nimam da bi imela zdaj še kako tako. Ok, ste dobila potem malo eno novo razumevanje. Ja. Ok, super. V redu, ok, se bom jaz danes zahvalil Moniki za tale pogovor in to je bilo za danes. Ostanite čudoviti in čudovit dan še naprej. Hvala lepa tudi vam.